Pozdravljena nazaj na mojem kanalu. Današnji video bo malo drugačni. Kot vidite, nisem na mojem kavču ali pa veni, sem v kuhinji in oganjate, kaj ponavadi delamo v kuhinji. Ali gremo nekaj iskati iz hladilnika ali pa kuhamo. In danes bom jaz kuhal oziroma pekel, naredil bom pa buhtlje s čokolado. Tada mislim, da je bo kar dobro ratalo, ker sem zadnjič gledal mamo, kako je to delala. Mislim, da ni bo dovolj, da sem samo gledal, še mi je morala malo razložiti, kako se to naredi. Ampak moram priznati, da nisem najbolj poslušal, ker mi takrat ni bilo, tako da upam, da mi bo danes uspeli, ne. 100% se sprašujete, Jaka, zakaj si v kuhinji, kaj delaš ti v kuhinji, to je za ženske. Veš kaj, smo leta 2020, enim puncam se ne da kuhati, jim ni to všeč, enostavno ne kuha. Zato pa moram jaz, kot fant, kot moški, stopiti v kuhno, narediti red, pa narediti neko dobro hrano, da bomo lahko pojedli, ne. Jaz bi rekel, da gremo kar začeti, da prijemo čim pred do konca. Tu imam tudi napisano, kaj moram vse delati približno, oziroma koliko moram dati kakih sestavin. Gremo te. Dobro, ali jaz moram zdaj prvo narediti kvasni narastek, ne. Bom vzel to posodo, 300 gramov kvasa. Sveži kvas, evo, to je kvas. Malo sem še zmeden, zato ker to ni moj teritorij. Moj teritorij je bolj seveda tam za računalnikom, na kavču, televizija, telefon. Nisem najbolj za kuhno. Edino, kaj se dotikam v kuhinji, je pa hladilnik. Oh shit, jaz moram to prižgati, smo že slabo začeli. Super. Ok. Jaz bi rekel, da je to polovica. 300 moram dobiti. A ste še imamo? Fuck, 30 gramov. Smo že katastrofalno začeli, super, Jaka. Evo. Imamo približno 30, damo točno te. Ja, rečimo, to je 30. Koliko te je tega? Ok. 30 gramov kvasa, jaz bom kar to noč vsipal v to posodo. Kaj se samo meni zdi, bo to tako ful slabo šlo. Ok, imamo kvas, zdaj pa dajmo eno žličko sladkorja. Eno žlico sladkorja. Imamo cuker. Konkretna žlica sladkorja. Ok. Potrebuje en ščepec soli. Vsi vemo, koliko je ščepec. 3 taki prski. Še malo poleg. In 1 deci mleka. Če ne veste, koliko je 1 deci, vzemite šalčko, ki piše gor številke. Včasih mora biti tudi malo preveč, ko 1 deci, ne? Ker se ti roke tresejo, vse to razumete, ne? Ok, zdaj smo dali 1 deci mleka in sem ugotovil, da bi jaz mogel kvas zdrobiti. Pa fajn je, da je mleko, da ni mrzlo, da je mlečno. To ni bilo v hladilniku, tega ne rabim nič segreti. Probajte čim bolj na manjše koške to. Dodam mleko. Zdaj bom pa jaz moral to kipeti, pa bom počakal enih, ne vem koliko, dokaj ne to skipi, dokaj to ne naraste. Dajte pa lepo kipeti to na sobni temperaturi, da grem jaz to lepo nekam odnesti. A few moments later. Ok, evo, milno je enih 30 minut približno. Mislim, da je kar narastlo. Evo, imamo mi kvasni narastek. Zdaj pa gremo k testu. To pa bo malo bolj zakomplicirano, vse ni tako težko, ne, ampak nisem jaz največji kuhar. Prvo bomo zmerili 500 gramov moke. Tako da oni, ko ne znate uporabljati, tehtnice damo gor, stisnemo ZT. Evo, zdaj bomo zmerili 500 gramov moke. To je kar nekaj moke, to je pol kila moke. Evo, čakaj, opa. 90, 60. Ok, imamo. 50 gramov sladkorja, zdaj pa spet stisnemo ZT. Ok.
52, mož, sem vam rekel, vedno moraš malo preveč, malo nikoli ne sme biti natančno. Dobro, kaj bomo pa zdaj naredili? Bomo pa dali 1/4 mleka, to je 2 deci pa pol. Spet tu noter, tako prej. Ok, to bomo dali na stran, ker to še bomo rabili. Zdaj pa rabimo jajca. Ok, rabimo dvojna jajca. In gledajte, kaj bomo zdaj mi naredimo, daj to na stran. Bila kjer jajca, imate, jaz sem pač domača jajca. Mi bomo mogli ločiti rumenjak in beljak, če ne znate, vam bo jakec pokazal. Ok. Ok, vse mi šprica po roke, ni panike. Treba moš malo premetavati, veš kaj mislim. In damo to lepo na stran. Jebem te. Fak, še zmešati bi mogel. Še prej pa seveda to zmešate. Čist enostavno žlico, da se samo malo premeša. To bomo pol z mikserom zmešali. Ampak se vam povem, nikoli ne smeš biti natančen, vedno se moraš kaj zmotiti. Ker če se ne zmotiš, nisi pravi kuhar, jaz vam rečem. To, ko delajo punce vse, prav 500 gramov, točno 500, ti bi rad 501 gram, jaz ti rečem, stari. Ok, to je zmešano, koliko toliko. Naredimo ravno in damo rumenjak na stran. Da bo pol malo lažje, da je malo bolj organizirano. Beljak ne bomo beg vrli, to imamo pol za oskar pa fridico, ko bomo delali še nekaj. Še zlomimo eno jajčko. Isto kot prej. Opa, to se je pa malo zlomila, ojoj. Mater. Če se vam zgodi, da vam rumenjak pade not beljak, nažalost da ne plastenke, da bi lahko ven pocuzal, ampak enostavno vzamete z roko ven, imam čiste roke, sem si prej umil, ok, to ne bo tako enostavno, ki mi bo pošlo. Eto. In date na stran. Zdaj bomo pa morali izmeriti 50 gramov masla. Nimam pojma, koliko je to približno. Na oko. Še enkrat povem. Hvala si morate prvo roke umiti, jaz sem si roke pa vse umil, tako da bojite, brez skrbi. To si bi tako že morali sami, to vam tako ne rabim pokazati niti. Viš, 52 mora biti, ne sme biti več, ali pa manj, mora biti točno to, jaz vam rekel, pravi kuhar se zamoti. Kaj bomo pa zdaj naredili, vzeli maslo, vzeli mleko. Te sem, prosim. Prežgali ploščo, štedilnik, bilo kaj imate. Na 12, ko rečimo. Vržem noter. In dam še noter mleko. To bomo mešali, dokler se ne na... Mogoče ne bi smo dati skupaj, ampak to ni važno. To bomo zdaj mešali, dokler se ne na stopi lepo maslo. Mogoče sem pa motil zgornjega vklopu, ni panike. Sem vam rekel, kuhar se vedno mora zmotiti. Evo, spodnjega. Zdaj počakamo, da se maslo stopi in ga lepo mešamo. Tako sem vam že prej rekel, pravi kuhar se mora vedno zmotiti. To, da sem pozabil vaniljev sladkor. Ni panike, enostavno to daš poleg, nič takega. Seveda, kot pravi kuhar, moraš spet nekaj pozabiti. Vidite, meni ne reda bo še kuhanje od rok, jaz ful prehitevam, ampak dajte še limonino lupino, da bo malo drugačen okus, da bo malo boljši okus, nič takega, samo naribajte noter lupino. Dobro, probajte z drugim, mogoče bo drugi boljši, veš kaj mislim. Samo ne se mi vrežite. Tako pa ja, ki vroče sem naredil. Še enkrat vam povem, mleko naredite mlečno. Jaz sem naredil vroče mleko, da bom kar skuhal mleko. Ampak glej, ni panike. Ojoj. Da vam povem, da sem naredil, mislim, da kar veliko napako. Še enkrat vam rečem, mleko naredite mlačno, ne vrelo, tako sem jaz naredil, ampak mlačno. Dajte na 4-5, ne pa na 14, tako jaz. Ni panike. Kaj bom pa zdaj naredil, da bomo lažje to vse skupaj zmešali?
Pa je to, naredil bom luknjo, če veš, kaj mislim. Naredite luknjo. Ne, dečki, ne za kaj drugega, luknjo, da bomo dali pol noter te stvari. O moj bog, te že vidim, kaj razmišljaš. Med tem časom, ko se mleko hladi, lahko lepo malo pospravimo to, pa greste ta čas sesat, gledati televizijo, ker mislim, da sem mleko kar preveč segrel, no. Ampak upam, da bo pol na koncu to v redu ratalo. Samo da vam povem eno opozorilo, lepo prosim, ne delajte točno tako, kot delam jaz. Ker kot vidite, se milijonkrat zmotim vmes, pa še kaj sem mogoče slučajno narobe naredil, ker moja mama ni tu, ne gleda, reče, Jaka, to je narobe, ni tu. Tada vse delam sam, samo to mi je napisala, kaj moram narediti, to je to, prvič delam, tada ne na točno delajte, tako jaz delam. Poglejte si prej, kaj morate narediti. Ali pa če hočete, lahko za mano ponovate, mene vseeno. Počakajmo, se mleko sladi, prosim. Dobro, jaz mislim, da je mleko pa maslo mlačno, tako more biti. Koliko se spomnim, jaz sem naredil luknjo, dal jajčka na stran. Zdaj pa moram dati prvo, vse bomo dali not, to je prvo. Vzamemo žlico, probajmo ciljati luknjo. Veste, da ni fajn, če zrešiš luknjo pri kuhanju. Je to ja, valjda. Ni panike, če je malo preko, če je malo premalo luknja, to se sploh ne sekirajte. Vzamete mešalec oziroma mikser. Mešalec. Vtaknete tote noter, take morajo biti vijugaste, ker to bo masiralo. Ne bo delalo, veš kaj mislim, to bo masiralo. Ne vem, kako se prav reče, nisem kuhar, no ne me, tu se napadajte. Zdaj mešamo, preden nastanejo grudice. Vse skupaj mešamo, dajte kar na večjo hitrost, moč. Zdaj mislim, da moram dati to noter, ne? Ne vem, fuck! To je katastrofa. Dobro, ali jaz sem tu vse polil. Zdaj vam povem, to morate ful fajn mešati pa masirati noter. Gledajte to. Ni panike. Čim bolj močno, nasilno. Moraš biti malo nasilen, ko masiraš. Ne? Mene res to ne vreje ratalo. Zdaj pa čakajte, da jaz to konca zmasiram, da nastane taka vreječi guma. Ok, zdaj mislim, da... Ne, tega ne ližite, ni dobro. Oskar že voha, kako dobro bo. Čeprav ne vem, kaj vohaš. Eto. Taka čiguma, ja, mislim, da je kar solidna. Oskar, boš ti tu dobo, veš da? Ne, dobo niti malo, ne. Ok, jaz mislim, da je zrihtano. Kaj moramo zdaj narediti, pa moramo z folijo to pokriti in spet dati na sobno temperaturo. Pustimo tam, dokaj se ne je povečala dvakrat, gledaj, kaj bomo zdaj mi to naredili. Če me hoče kera vženiti, kjer v komentarjih, lepo prosim napišite. Prosim, ne se gužvati, veš kaj mislim, kdo ne ima takega kuhara. Ok, tak. Dobro. Zdaj pa še bomo tu preko pokrili, pa je to. Glej, če dobimo 1000 lajkov, ne, še bom enkrat kuhal, pa mi napišite v komentarje, kaj naj pečemo, kuham, bilo kaj. Zdaj pa to pustimo lepo na sobni temperaturi, da lepo naraste, da se bo dvakrat povečalo. Tako glejte, ne nam idite spat. 1 hour later. Ok, evo, minula je približno slaba urca. Kot vidite, kar fejs narastlo. Lahko rečem, da je kar 3-krat večja, no. Spet dajemo moko. Posipamo.
Ne vem, kako se to prav naredi, no? Ampak vidim, da tako delajo ponavadi. Ok, zdaj imamo še tu moko, pa še to namažemo. Ta valjda je star približno 100 let, baje, so mi zdaj povedali. Ok, eto. Zdaj bomo mi tu ven vzeli kepo, ki jo bomo pol tukaj raztezali. Ok, zdaj sem vprašal, kaj moram narediti. Povedali so mi, moka, ker se še kar prijema. Sem si šel roke še enkrat umiti. Sem dal tu moko lepo gove spet. Ampak, če se vam prijema, to niste nič narobe naredili, vse je super. Samo moka. Ne za ful moki, ampak moka mora biti nujno poleg. Taka približno velika kepa, naj bo. Zdaj bomo mi začeli valati. Če se še bo gor prijemalo tako zdaj, ni panike. Samo moko gor. Naredite, da bo kar fajn tanko. Jaz mislim, da smo dovolj to lepo raztegnili. Približno tako tanko bo, čisto super. Zdaj pa to treba narezati, ne? Narezati bomo približno na kvadratne decimetre. Ok, ta del mi ostavljam na stran, ko še pol uporabo, ampak zdaj sem lepo narezal take koščke. Zdaj pa le, kaj je treba narediti, dobro poslušajte. Danes bomo imeli čokoladno kremo. Čokolado, vsi jo poznamo, ne? Zdaj imamo malo žličko tega. In prvo probamo, če sploh dobro, ne? Bo. No, zdaj pa zares, le. Vzamemo žlico tega. Mogoče sem nam vzel malo preveč, ampak ni panike. Čokoladne kreme ni nikoli preveč. Damo malo nižje od sredine in začnemo rolati. Rolamo v eno smer. Rolamo. Čokoladno kremo so zaprli z ene strani. Zdaj bom pasto probal dvigniti. Ok, evo, dvigno. Zdaj pa ga bomo zaprli. Prvo iz ene strani, spodaj zapremo, pa iz druge strani zapremo. In nastane taki mali buhtiček. To zdaj že samo malo tako skupaj zalepim. In tako bomo zdaj mi naredili čisto vsakim, ko je tu. Vsakim. Ok, naslednji korak pa je ta. Tu sem si dal malo olja noter. In bomo ta buhtelj, se prav reče, pomočili. Nimam pojma koliko, ampak mislim, da celega. Zakaj? Da se ne bo prijemali. Ne vem, če celega, ampak dobro. Morajo biti taki mali, ker vrem teplo bo narastli in damo prvega noter. Evo, on se čila not. Zdaj pa naredimo s čisto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 še. A few moments later. Dobro, to je vzelo malo časa, tako izgleda. Imamo 23 buhteljev, 23 buhtlov. Kaj pa moramo zdaj narediti, pa moramo spet vzeti to folijo in jih spet pokriti. Ker, ugani kaj, narasna morajo dvakrat večje, kot pa je to. To da bomo spet čakali. Evo, dajte jih lepo na sobno temperaturo. Normalno, dajte samo na stran. To je to in počakajte, da vam narastejo dvakrat večje, kot pa to, stari. A few moments later. Evo, moji otroci so lepo kipljeni in smo že pri koncu, zdaj pa samo folijo še damo dol in jih bomo dali noter v zagreto pečico. Evo, je že segreta, čutim. Zdaj bomo dali prvo noter za 10 minut na 220 stopinj.
Super. Pol pa na 190. A few moments later. Evo, milno enih 45 minut in moji otroci izgledajo odlično. Mislim, da je čas, da bomo mi to ven. Vala pečico moram prvo vgasniti. Pa si da te rokavice, ko ženske nekaj uporabljajo. Ja bi tako to brez rokavic, veš kaj mislim, z rokami, ampak tega ne delajte, hecam se. Ker, polej jih. Samo meni se zdi, da nekaj manjka, ne. Dajmo to mi lepo ven. Glej, to res so lepe, ali? Jaz mislim, da mi je kar uspelo, no, če me ne vprašate. Tu je malo čokolada ven pogledala, ampak to je bil vse plan. To sem vse hotel. Pripravljam imam sladkor v prahu, ampak prvo bom s to rokavico to odprl. Čakaj, dajem še eno rokavico, ne. Eto. To mislim, da je edina, točno to. Glej to zdaj. Ok. Evo, vas to zdaj odprl. Ok, zdaj še samo to dol dam. Kaj si ti, no, nič se ni prijelo, nič, to sem se hotel. Samo so res lepi, Ampak glej, manjka nam sladkor. Zdaj pa odložim to. Zaveljak se pravilno sladkor nadene, ne? Rukaš gor. Pa kaj si ti, nore? Koliko še? Zdaj sem naredil, mislim, da drugo jed na mojem kanalu. Eno jed sem naredil, to so bila jajčka pred, kaj ti jaz vem, 4 leti se mi zdi, tu imajo tudi klip. Zdaj je čas, da si naredimo večerjo. Jedel bom 2 jajci z toastom in sirom. Torej potrebujemo 2 jajci, olje, 2 toasta, odvisno kako jih peste, in sir. Zdaj smo končali, zdaj si pa moram samo še toast malo speči. In večerja pripravljena, zdaj pa grem pojesti. Mislim, da mi je večerja kar uspela, kuhanje večerje. Dobro sem se naredil, lahko tudi vidite doma narediti, ker sem še vam dal neke vrste recept. Takrat sem še malo piskal, ampak glej, vedno bolj upgradam, zdaj sem že pri neke vrste sladicah, ne. Bomo videli, kaj bomo naslednjič naredili, mogoče celo kosilo, kaj ti jaz vem. Če hočete, da še delam kaj takega, neke sladice, neke jedi, vala, to bom probal, ne. Prosim, lajkajte video, rajamo enih 1000 lajkov, 100 lajkov, pa lahko spet nekaj novega naredim. Prosim, pišite mi pod komentar, da dobim neke ideje, ker zdaj je karantena, pa imam ogromno časa, pa ogromno materijala. Ko to vse porabim, bom pa vas prosil, da mi prinesete stvari za jesti, ker ne imam nič več za jesti, samo povem vam. Ok, jaz mislim, da je to gotovo, pa da gremo probat. Samo se prav malo ohladi, ker je vroče kot pes. Jaz mislim, da so mi uspeli, da so se lepo ohladili. Zdaj mislim, da je čas, da jaz to probam. Ni mi niti malo strah, ker vem, da sem jih naredil dobre. Tu, če so slabi, jakec se naredil najboljše, jaz vam rečem. Jaz sem tega z roke mi je ful všeč, taki napihen je bolj, tega sardinske. Samo ne vem, kako se to vred trga, veš kaj mislim. Vse je prvič, vse se bo pojedlo, nič se ne bo beg vrglo, bojte, brez skrbi. Ampak to treba zdaj podeliti med mojo familijo, zaradi tega, ker ne smem nikamor drugam hoditi, ne. Sedaj da bi to naredil celi mit narediti, pa vendar za jesti samo ne morem. Ker je hashtag ostane doma. Ok, lega. Danes sem naredil buhtle s čokolado oziroma s čokoladno kremo, pa da vidimo, kakve sem naredil, no. Za prvič. Alo, super, prisežem. Tako sem rekel, niti malo me niste lahko, jaz sem super naredil in dober sem vsem. Dober sem naredil, ni kaj. Tako da, probaj to sami narediti, ker je čisto enostavno. Za recept za te buhtle imate spodaj v opisu, teda idite malo počekirat, ampak vam povem, da idite to delati zjutraj, ker vam bo vzelo par ur, ker prvo morate narediti kvasni nastavek, pa boste čakali nekaj časa, poli boste skupaj naredili v obliko, pa to pa spet čakali nekaj časa, teda vam vzame kar nekaj časa
in ne idete tega delati zvečer, res vam pravim. Ste pa videli, da nisem naredil navadne buhtle, zato ker sem nekaj vmes pozabil, malo zamešal vrstni red, ampak to je bil vse moj namen, ker zaradi tega se ti buhtli imenujejo Jackovi buhtli in so tudi polni s čokolado, ker ponavadi so polni z marmelado. Ta so malo bolj drugačni, ampak mi je res dobro uspelo, moram priznati. Malo več čokolade bi lahko dal noter, ker imam rad čokolado, ampak mislim, da bo vam tudi všeč. Teda probajte, ker vam ne bo žal. Jam ta video zaključil, torej pojem z mojo družino, mislim, da mi bo všeč, upam, da mi bo všeč, pa upam, da mi bo rekel, da še kaj drugega naredim. Še enkrat vam povem, pišite mi komentarje, kaj naj naslednjič kuham oziroma pečem, nujno. Zdaj pa idite se čisto vsi naročiti na ta kanal, zaradi tega, ker vas približno 45% ni subanih. Kaj delaš, stari, gledaš moje videe, nisi pa suban. Daj, subni se, naroči se na kanal, pa meni pomagaj, pa še jaz stari nekaj več nagrad, pa smo si gledaj bot, veš kaj mislim, jaz tebi dobro, ti meni je dobro, pa je to to. Drugače pa idite še na moj drugi YouTube kanal, Jack on the Gamebox, tam bom imel zdaj stream počasi spet, pa kako nagradno igro bomo videli. Ok, jam zaključil video, lajkajte ga, če vam je bil všeč, 1000 lajkov, vam spet nekaj peko kuhal, pa idite na moj Instagram profil, pa se vidimo naslednjič.